Hiše imajo kar nekaj časa že energetske izkaznice, ki povejo, kako energetsko učinkovite so. Tudi za starejše bajte jo je treba pridobiti, če se boste odločili za prodajo. Vem, da vi to že vse veste, ampak energetske izkaznice imajo dolgo časa tudi avtomobili, kjer je izpust CO2 tisti, ki pove, kako varčen je določen avtomobil, ker je v bistvu to samo pretvorjena povprečna poraba. 1 liter dizelskega goriva odda 2,68 kg CO2, ko se pokuri, 1 liter bencina pa 2,31 kg CO2. No, zdaj pa izračunajte, koliko ste ga oddali to leto s svojo vožnjo. Je kar velika cifra, pa gre za plin. Mimogrede, a ti veš, kaj je težje, 1 tona jekla ali 1 tona CO2? Jeklo, itak. No, sej. Tole je novi 5008, veliki križanec z ogromno prostora, ampak glede na svoje zajetne dimenzije odda samo 131 gramov CO2 na kilometer, pa vozen takšnega v ponudbi, ki je dejansko še najbolj umazan, pa je že ta zelo čist. Tukaj je pod pokrovom hibridni sklop in povprečna poraba po VLTP je samo 5,8 litra, pa čeprav elektromotor ne pomaga dizelskemu motorju, ampak kar lepo bencinskemu. Potem bi lahko izbral še priključni hibrid, ki ima v bistvu še manjši izpust ali pa celo popolnoma električni 5008 brez emisij med vožnjo. Hočem reči, da so tudi veliki avtomobili lahko varčni, kar ta lepo dokazuje. No, pa je res tako velik? Je. No, me veseli ta prepričljiv in z dejstvi podkrepljen odgovor, zato bom danes fante iz uredništva peljal na izlet. To bo v bistvu najboljši test vsega, kar sem ravnokar povedal. Peugeot 5008 v tretji generaciji ostaja križanec, je pa konkretno zrastel za 15 cm, ker so očitno tako želeli kupci, in zdaj je dolg skoraj 4,8 metra, njegov prtljažnik pa ponuja skoraj 400 litrov več prostora kot pa četrt metra krajši Peugeot 3008. Oblika je drzna z nastopaško masko pa zadkom, ki je tako odrezan, da bi lahko meglo rezal. Kot je včasih rekel Palček Smuk. Poleg sprednjih sedežev, za katera kar takoj lahko povem, da sta zelo udobna, tukaj lahko namestim še 3 dodatne potnike, no tale vrsta sedežev je pa tudi vzdolžno pomična, kar pomeni več udobja za potnike. V bistvu moj edini pomislek je, da je z novo generacijo izgubil 3 ločene sedeže v drugi vrsti, kar pomeni, da boste v svoja sedežka sem zadaj namestili samo 2 otročička. No, ima pa serijsko še 2 sedeža tamle, 7 skupaj, kar pomeni, da 2 potnika lahko stlačim še tjale. V bistvu bo šel ti tamle zadnji. A to je kazen? Ne, ni to kazen, to je tvoja služba. Pa najvišji si med nami, tako da boš res fajn lahko stestiral. Ok, še vedno sem samo poprečno visok, ampak vidim, da je prostora za silo dovolj. Ne bi se sicer tukaj peljal na morje nekam daleč, ampak če daš to klop čist naprej, potem je tudi za kolena nekako ok, za glavo ga je pa itak dosti. Sta pa sedeža dokaj udobna, bolj kot so vajen teh zasilnih odzadij, ki so ponavadi res zasilni, ne. Proizvajalci zelo radi pozabljajo na te potnike tukaj odzad. Pozna se, da je medosna razdalja že toliko velika, 2,9 metra meri, zato je tudi toliko prostora v kabini. Še srednja vrsta, ampak rabimo tretjega člana, našo dežurno divo. Diva, ja, daj to ogrevanje, prosim, na malo manj. A ja, ne, si se lahko stoli nastavim. Ambientalno bi te pa prosil na manj, veš, malo preveč sveti v oči. Pa kaj se rak ti predstaviš na ono stran? Zakaj moraš tu sedeti? Jaz bi se rad dal še malo bolj nazaj. In pol prav, da ni diva. Kako se sedi, Ico? Zdaj je boljš, veš. Je kar fajn prostora, drugače pa mi je všeč, da se lahko tale na naklon tudi nastavljaš, ne, da je pač vožnja bolj udobna. A lahko daš ambientalno osvetlitev na malo več? Je pa če si prej rekel na manj. Glej, to je bilo prej, zdaj pa druga scena, ne? Mislim, se res hecaš. No, v glavnem, še ena pomembna lastnost pri avtu je, da imaš take tečne potnike s sabo, da se dobro počutiš za volanom, da te vsaj ena stvar pomirja, kot ti vsi ostali težijo. Sedeža sta zelo udobna in ta 21-palčni zaslon je hudo moderen, pa tudi zelo uporaben. V bistvu imam tukaj celo bližnjice za sisteme, ki jih največ rabim, recimo radio pa klimatizacijo sem se dal na prvi 2 mesti, tudi ADAS imam blizu za izklop najbolj tečnih sistemov. Evo, takole ga dam, no v bistvu tudi te bližnjice si lahko sami izberete.
Ful fajn stvar. Skratka, vmesnik so poštimali, ločljivost zaslona je zelo dobra, celotno okolje je prijetno in res hudo izgleda, dobro je sestavljeno, ambientalna osvetlitev je v bistvu huda. Kaj pa če bi ražal zeleno barvo? Ne, pusti to. Čakaj, grem še vam pokazati nekaj. No, bejš. Luči so pa pixelet, v bistvu so to matrične luči in delujejo tako dobro, pa same prilagajajo snop, da jih enostavno morate imeti. Sem se zadnjič vozil po noči in so krasne. Vidiš še komarja sred polja, kako leta. Ok, zdaj nekaj preveč mrz, ampak so res zakon, same prilagajajo snop, tako da na cesti ne boste nikoli nikogar zmotili. Pejt, gremo. Joj. Pa dobro, kaj mi mislimo in kaj mi je, ali smo sam furali, ali kaj? Verjetno tudi vi, kdaj tole morate poslušati. Ne, samo peljali se bomo, gremo gledati nekaj ful zanimivega. Ja, kaj spet, jaz sem lač. Ja, jaz sem tudi. No, Mata telefon, pa gledajte to. Oziroma ne, mi ne dovolimo med vožnjo gledati telefona, gledajte ven, vse je ful zanimiv. ko bo? Pa daj no! Pa daj nami! No, a ni lepo? Otroka je ena. To je najvišji stolp v Sloveniji. 106 metrov je visok. Vidiš, celo Rogaško, pa še ful drugih Jaz stvari. sem lačen. Ico, lej, tamle je Donačka gora, Donačka. no, tamle je Donačka gora, tamle imaš Boč. Imaš kaj Noro. zapit? Ni on zapit. No, vsaj udobno smo se pripeljali, če se že v miru nismo. To pa Peugeot še vedno vlada. Ja, tudi najvišji stolp v Sloveniji je lahko krasna ideja za izlet, če ne veste, kam bi se odpeljali prihodnji vikend.